Spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v veliko čast in veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim na 24. Komenskem sejmu, ki je že zdavnaj pridobil domovinsko pravico v Komendi, v Sloveniji in tudi zunaj meja naše države. Pred 24 leti smo prvič slišali za sejem v Komendi in so bili nekateri tudi skeptični, če bo uspelo, če se bo sejem obdržal in če je odločitev začetnikov tega sejma prava. Danes je seveda vsakemu jasno, da je bila odločitev pogumna, smela in več kot prava. Kmetijski sejem v Komendi združuje vse razstavljavce z vseh panog in ne pozabi tako na varno hrano, na kmetijske stroje in na vse drugo, kar sodi zraven kmetijstvu. Kmetijstvo v Sloveniji je zagotovo izjemno pomembna panoga, čeprav se tega premalo zavedamo. Gospod Zupančič je rekel, da upa, da vlada ne bo pozabila na kmete. Upam si trditi, da sedanja kmetijska ministrica opravlja svoje delo zelo dobro in se zelo zaveda, kaj je kmetijstvo in kaj je pomembno za Republiko Slovenijo. Pomembno je, da dvignemo nivo samooskrbe. Pomembno je, da se začnemo zavedati, da je samo tisto, kar je pridelano doma, najbolj zdravo in da tudi s tem, ko jemo domačo hrano, pomagamo tudi slovenskim pridelovalcem. Zavedamo se tudi problema, da je slovenski kmet oziroma da je povprečna starost slovenskega kmeta 57 let. Tudi to je eden izmed velikih problemov. Zato se zavedamo, da je pomembno pravi čas predajati kmetije in pomembno tudi pravi čas usposabljati in izobraževati slovenske kmete. Problem je tudi slovenska birokracija, ki je včasih popolnoma nerazumna, včasih pa so zahtevne tudi evropske direktive. Torej, izzivov na področju kmetijstva ne bo zmanjkalo, dela ne bo zmanjkalo, ampak verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli ne samo slovensko kmetijstvo ohraniti pri življenju, ampak ga tudi spodbujati, da se bo še nadalje razvijalo. Spoštovani organizatorji, spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje, želim 24. kmetijskemu sejmu v Komendi vse dobro, veliko obiska, veliko novih poznanstev, veliko sklenjenih novih poslov in veliko pridobljenega novega znanja. Vse dobro na vaši poti in se vsi skupaj veselimo 25. sejma v Komendi. Hvala lepa. Nam lahko malo opišete vtise iz sejma, gospod predsednik? Ja, sejem je že tradicionalen, 24. sejem in mislim, da se je v teh letih toliko razvil, da smo res lahko ponosni dvakrat na leto. Komenda postane središče Slovenije, sejem je dobil tudi mednarodne razsežnosti in verjamem, da bo tako tudi v bodoče. Organizatorji se vsako leto zelo potrudijo in tudi letos bo tako.